Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Dobrodošli v oddaji Vzhodna. Tokrat bomo govorili o fenomenu slovenskih športnih uspehov. Zato, kako drugače, v studiu pozdravljam 3 športnike. Dober večer, gospod Peter Sitar, športni pedagog Univerza Maribor, Potem je tu Žano Grinc, mlad atlet. Dober večer. Dober večer. In pa Peter Možič, nekdanji odbojkar in pa oče odličnega Roka, Dober večer tudi vam. Hvala, da ste se odzvali vabilo in da ste danes tukaj. Če bi naštevali vse športne uspehe, 1 uro oddaje ne bi imeli dovolj, tako da gremo kar k vprašanjem. Gospod Sitar, vse se začne pri mladih, to je dejstvo. Kot športni pedagog, a bi rekli, da okolje lokalno in pa na splošno v Sloveniji dovolj spodbuja mlade k udejstvovanju v športu in pa tudi, da jim kaže, da je to morda neka profesionalna pot, ne samo rekreativna? Mislim, da ne. Pa tisto, kar je še huje, je to, da se ta nek moment, ki smo ga imeli pred leti, tudi počasi izgublja. Zakaj? Otroci imajo vedno več nekih stvari, Šolski sistem in športna vzgoja, ki je včasih zelo močno podpirala tudi kasnejše udejstvovanje in vstop v organiziran šport preko klubov in zvez, je danes postala marsikomu že nek nebodiga treba. Otroci iz odraščanja, še posebej iz dvorišč, ne prinesejo nekega ohranjanja, dogibanja in tako dalje. Veliko je drugih dejavnosti, pa se ni samo telefon, ki zadovoljuje, ali računalnik. In jasno, če so otroci takšni, je potrebno iskati vzrok in ta vzrok se dostikrat najde pri starših. Starši se spreminjajo, delovne obveznosti, čas, ki so ga pripravljeni investirati v otroka, z njim doživeti marsikaj, kar lahko lepo predstavlja nek kasnejši odnos, v reguliran odnos, tako kot ste ga imenovala. Gospod Žano Grinc, vi pa svojo pot v športu še gradite, pa vendar slišim in berem, da imate zaenkrat odlične rezultate. Ste tekač, in če dobro slišim, si tudi želite normo, da tekmujete na letošnjem domačem olimpijskem festivalu Evropske mladine v Mariboru. Ja, res, jaz sem tekač na 800 metrov. V tej disciplini si tudi želimo teči normo za letošnji UFM. Sicer še letos nisem imel priložnosti, ker sem bil tudi malenkostno poškodovan, ampak zdaj, ko je poškodba sanirana, sem pripravljen, da to nedeljo naredim normo. A je težko vztrajati v športu? Oziroma v atletiki profesionalno? Pa meni ni težko, ker v bistvu uživam v tem, ko tečem, in v bistvu pri atletiki moraš tudi uživati v bolečini, tako da jaz v tem uživam. Hvala lepa. Gospod Možič, pri vaši družini pa teče odbojkarska kri, bi lahko rekli, Pa vendar berem tudi pri vas, da nikoli sina niste silili v šport, ampak enostavno šport je bil vse skozi prisoten v družini, če sem prav prebrala, od košarke, nogometa, na koncu pa vendarle odbojka, in žal bi bilo lahko verjetno vsem nam, če se ne bi odločil Rok za odbojko. Ja, seveda, družina je tista osnovna celica, kjer se šport začne, in noben starš verjetno ne postavlja otroku nekih idej, da mora tekmovati v tistem, kjer so tudi starši. Pri nama z ženo je pač tako, da smo bila oba odbojkarja. On je v nekem obdobju spoznal tudi to resnico, da mama je tudi igrala. Mama je igrala celo za Jugoslavijo, oče je igral tu za Slovenijo, nekaj par tekem, ampak ideja, da ponudiš šport, je seveda doma v familiji, in pa ne ta, da ga siliš v šport, s katerim se ti ukvarja, ampak enostavno, da mu ponudiš nek tak razvoj, neko to širino, da da skozi vse, kar se v nekem okolju da ponuditi. V Mariboru je ta sreča, da je ponudba res velika, in moram reči, da Rok ni stadiona ali pa dvorane, kjer ne bi nekaj poizkusil, nekaj probal, in na tak način potem. In to je verjetno tudi zdrava pot, neka zdrava zasvojenost šport, če lahko rečemo. Jaz mislim, da je šport definitivno pomemben za razvoj, zdravje vsekakor sporedno s tem tudi teče, in morali bi to neko bazo ponuditi vsakemu otroku. Zdaj, kam bo kdo, v kateri šport in do katere višine, je pa potem stvar. In prvenstveno te želje, to, kar pravi Žan, jaz to želim, meni to ni nič težko, in ko to dosežeš, je športnik tu.
Je pa res, da profesionalci kažejo izjemne uspehe. Javnost se mnogokrat po velikih tekmovanjih sprašuje, ne, glede na statistiko, koliko prebivalcev ima Slovenija in koliko medalj osvojimo, smo vedno pri vrhu. Te uspehe je pokomentiral za našo televizijo tudi Ivica Kostelić, fenomen slovenskega športa in rezultatov. Hkrati, gospod Kostelić, pa ste tudi sami fenomen, svojo borbo ste dokazali, da se da, in vaša družinska zgodba je navdihujoča. Ja, dobro, če je lahko navdihujoča, to je dobro. Sigurno je, da imamo v Sloveniji, v Hrvaški tudi in okolnem prostoru sigurno tako ene socialno, sigurno nismo med najbolj bogatimi nacijami na svetu, ampak šport je takšna aktivnost, da bi v osnovi lahko imate isto priložnost tudi kot tisti, ko imajo mogoče kakšno socialno prednost nad vami. Sigurno je, da v smučanju konkretno rabite denar, rabite sneg in dobro je sporočilo, da lahko tudi brez denarja in brez snega v tem prvem obdobju mladosti tudi lahko prinesete pol dobre rezultate domov, kljub temu, da mogoče nimate denarja ali pa snega. In to je kar pomeni ena pomembna zgodba in ta naša zgodba je to dokazala na en način. Ne. Pa vendar, gospod Kostelić, v smučanju se v Avstriji in pa še severneje v Evropi obračajo takšni denarci, da športniki lahko samo sanjajo o tem, verjetno tako vi kot Slovenci. Ne? Pa vendar ste vi premagovali vse te nacije, vse te športnike, ki imajo vse ponujeno na pladnju, in tudi Slovenci. Ja, lejte, vedno lahko pravite, da tisto, kaj nimate, vas dela močnejšega. Ne? Tisto, kar pa imate, to je mogoče vam malo olažja stvari in to seveda v športu na koncu ni dobro. Ne? Ok, sigurno, da ni težka pot, ni vedno bajka, ni vedno pravljica, ker tudi lahko v tej težki poti bojo športniki vedno imeli nekaj težav, ki jih ne poznajo tisti, ki so iz bogatih nacij in nasploh iz tistih nacij, ki so po naravi zimske nacije, ne vem, Skandinavci pa tako, ampak ima nekaj drugega, dobite eno borbenost do tega, eno mentaliteto delavca, ki je zelo pomembna v vrhunskem športu. In to seveda dobite veliko lažje, če nimate tistih pogojev, ki bi bili idealni. Hvala lepa. Gospod Siter, dobro poznate družino Kostelić, ne? Kot smo slišali, ta mentaliteta delavca, verjetno to njim ne manjka, kot tudi verjetno vsem ostalim športnikom, predvsem v Sloveniji, ker vemo, masni denarci se tu ne obračajo, je pa veliko garaštva. Ja, jaz mislim, ampak garaštvo je nekje temelj vsega v življenju. Ne? Na katerikoli vsebini želiš priti malo više, je to garanje ali nekoliko ali večji zanos, več dela, izjemno dragoceni, na koncu ključen. Ne? Ker so stvari tudi, lahko bi Žan povedal, ne? Če bo več treniral, če bo pripravljen se več odpovedovati marsičemu. In jasno, na koncu za velik rezultat je potrebno poiskati še nekaj v genih. Ja, talent in tako dalje, lahko se še tako priden, pa ne bo šlo. Ne? Skratka, mislim, da v Sloveniji smo našli s posamezniki, ki so bili zelo uspešni, vso to kombinacijo. Ivica je lepo povedal, njihova zgodba je res fascinantna, odkot in kako so oni prihajali na ta smučarski prestol. Še bolj pomembna pa je druga stran, tekmovalec mora biti poservisiran. Ne? In v njihovem primeru, družine Kostelić, je bila ta zadeva zaprta maksimalno. Ne? Torej, oče, trener, otroka, tekmovalca, mama kot tisti potreben servis in neka intima, ki so jo podoživljali na svoj način in tudi, tako kot je Ivica že omenil, ni nujno, da se vedno posreči v tem, kar nekomu manjka,
so veliki riziki, da lahko izpade hitro čisto drugače, kot so si želeli. Ne. Oni so bili dostikrat na tej meji, ampak ta zanos, ki jim ga je oče, torej Janici Nivici, privzgojil na nek način za temi najvišjimi cilji v športu, in to so olimpijske medalje, ta zanos jih je iz dneva v dan utrjeval v prepričanju, da so na pravi poti, da delajo dobro in da bodo dobili priložnost, da se kosajo tudi s tistimi, ki so mogoče nekoliko lažje prišli do teh istih pozicij. In zato so bili od njih takrat boljši. In obrestovalo se je, res je. Gospod Možič, dejstvo je, da se udejstvovanje v športu razlikuje tudi od ekipnih in pa pač samostojne poti, ne? Zdaj, vi ste predvsem doma v ekipnih športih. Zdaj, posameznik mora biti v formi, tudi v odbojki, to vemo, ampak vendar moraš pa računati na celotno ekipo, ne? Je malce drugače. Ja, vsekakor. Mi za to, da ena generacija lahko igra, moramo vzgajati 14, 16, mogoče še več igralcev, zato da jih lahko postaviš na igrišče. In seveda v vseh teh generacijah ne najdemo nujno nekoga, ki bo izskočil, ki bo res vrhunski, ampak cilj delovanja enega kluba tudi ni, seveda, eno ciljev je pripeljati ven iz teh ekip nekoga, ki bo lahko igral za prvo ekipo. Ampak mi v trenutku, ko vzgajamo 120, 150 otrok, jim seveda ponujamo ne samo odbojko, tudi vse te vsebine, ki spadajo zraven, ves ta nek razvoj, ki ga otrok potrebuje, da bi lahko dosegel rezultat. Kaj pa, ko opazite, da se v enem skriva morda malce večji talent? Kako takrat reagirati, da ni, seveda poudarek morate dati v ekipi vsema, ne? Da ni neke užaljenosti, pa vendar, da oseba napreduje? Ja, ena možnost pri nas je, da mi otroke lahko porinemo naprej. Torej, če je kadet gre v mladince, se pravi v neko višjo konkurenco, da nekateri zelo hitro se priključijo tudi že v vrhunsko selekcijo. To je ena možnost, ki jo vsekakor izkoriščamo. Druga možnost pa je, da na nek način skozi neko individualno delo dodamo še tiste vsebine, ki bi jih otrok želel, in tudi na ta način jih usmerjamo in pomagamo, da dosežejo to, kar si želijo. Žano Grinc, vi pa na progi ste sami. Odvisno je samo od vas, da odtečete tistih 800 metrov tako, kot ste si zamislili, ne? Je težko in kako poteka pač priprava s trenerjem prej? Ja, res je, v bistvu moraš imeti kar nekaj izkušenj, da se lahko privadiš, ker tekmovati z boljšimi na mednarodni ravni, torej je potrebno tudi veliko taktike in seveda s trenerjem se vedno dogovorimo pred tekmo, kakšen je moj plan in tega se poskušam čim bolje držati. Je pa tudi pri individualnih športih je v bistvu potrebna ekipa. To sem zdaj opazil predvsem pri treningu, ker ko imaš trening partnerje, je dosti lažje trenirati, boljše in lahko torej tudi lažje napreduješ. Hvala lepa. Zdaj slovenski šport ima vrhunske rezultate tako v zimskih, kot letnih, kot ekipnih, kot posameznih športih. Pravzaprav nimamo niti časa naštevati. Tako da gospod Jure Košir, tudi vi lepo pozdravljeni, kako vi gledate na ta fenomen, da je v tako majhni naciji, kot je Slovenija, to mogoče? Ogromno športov, katerih predstavniki dosegajo vrhunske rezultate, ne? In to je meni osebno fenomen, ki ga si zelo težko razložim, po drugi strani pa mogoče vem, zakaj prihaja do tega, kajti Slovenija ima, bi rekel, znanje, ima v teh trenerskih vodah tudi, bi rekel, pravilen način treninga in imamo ogromno enih individualnih projektov, športnih, in tisti so običajno najbolj uspešni, ne. Zdaj, če pogledamo recimo zgodbo Tine Maze, je bila, lahko rečemo, individualno. Tudi Ilka Štuhec, bi rekel, je individualno delo. Potem se mi zdi zgodbe Primoža Rogliča ali pa Pogačarja so tudi na nek način niso plod nekega načrtnega sistemskega dela. Tako da tukaj bi rekel, imamo zdaj v zadnjem času tisti, ki so najuspešnejši, ali pa recimo zgodba Luke Dončića, ne. On je šel s 13 leti v Španijo. Torej, težko govorimo, da je bilo to, da je on produkt enega sistemskega dela v slovenskem športu.
In moje mnenje je, da naš sistem kljub vsemu ni idealen, ampak uspehe imamo pa neverjetne. Gospod Siter, a bi se lahko strinjali, da sistem ni idealen? Zagotovo. Če kdo, potem so besede Jureta, ki je sam bil vrhunski športnik, najbolj dragocena popotnica našim razmišljanjem. Jaz bi ga mogoče samo dopolnil v tem smislu, da in se navezal prej na Ivico. Čuti se pri vseh teh individualnih športih, mi nimamo začetkov na individualni stopnji. Res je, da so starši, tako kot Peter z Rokom in tako dalje, kot športni strokovnjaki, izkušeni športniki tudi sami, bogatili otroka z širokim spektrom, kar ni standard razmišljanja posameznih športov ali panog. Ko nekdo se začne s košarko ukvarjati, pa bo v glavnem žoga skozi raven. Ko bo šel na nogomet, pa tako. Pri atletiki sem bil prej vesel, s Slažano malo poklepetala, pa je rekel, da tudi smuča. Tako da, ja, širiti treba. Vsaka motorična informacija je nek dodatek, ki mogoče v situaciji, na katero danes sploh ne razmišljamo, bo ravno ali prav ta prišla do izraza. Torej, če končam s tem, individualni programi so dragoceni. Zakaj? Ker se tam povezanost in odgovornost najlepše prepletata. Če je trener, ki ni oče, pa ne bom rekel, da je to pravilo, ampak je lahko hitro drugačen. Športnik prepozna trenerja kdaj? Takrat, ko mu ne gre. Ko zna pristopiti, ko se zna usesti, ko zna razumeti, ko zna samo kritično oceniti tudi, da je na njegovem pristopu bilo nekaj napak in tako dalje. In iz teh porazov se največ naučimo in ponovadi so, da končam, te individualne ekipe pri nas dostikrat posledica takih ponesrečenih ali zdrsov v skupnem pristopu in se potem odločimo za malo posebno. Torej, sistem bi se še moral popraviti. Absolutno, prostora je veliko. Gospod Ogrinc, kako pa vi doživljate sam sistem, v katerega počasi stopate? Zdaj kot zelo mlad še, pa vendar, a je dobro vam v pomoč mladim športnikom? Celotna, ne vem, recimo klub in pa posledično zveza? V bistvu jaz ne vem veliko o teh stvarih, samo vem pa, da trenutno klub imamo, torej dobro delamo. Res je malo primanjkljaja pri atletski dvorani, ki je trenutno nimamo, sicer se na srečo gradi v Mariboru. Upamo, da bomo dobili tudi krožno dvorano, ki jo trenutno rabimo, ker drugače hodimo na treninge v Zagreb ali Novo mesto. Strani kluba sem trenutno zadovoljen, kajti hodimo na priprave, ko v zimskem času smo šli na priprave na Ciper, kjer je bilo 20 stopinj, tako da so bili super pogoji za trening. Tako da klub seveda me zelo podpira, sem res hvaležen od Atletske zveze, torej tudi ko dosežeš neki rezultat, dobiš podporo, da ti potem plačajo priprave, tako da meni se zdi, da je v redu. Hvala lepa. V naši družbi je nadaljavo tudi gospod Borut Kolarič iz Olimpijskega komiteja Slovenije. Dober večer tudi vam in pa za nami je sedaj zimski OFEM, torej Olimpijski festival Evropske mladine. Kako je vse skupaj potekalo v smislu organizacije za športnike, potem samo tekmovanje in pa kako se razlikuje ta OFEM, ki ga imenujemo kot neke priprave na prave olimpijske igre, pa potem prave olimpijske igre za člane? Ja, dober večer. Najprvo omenim, da je Olimpijski festival Evropske mladine izredno kompleksno tekmovanje, že na splošno je prisotnih tudi do 50 držav. Na zimskem festivalu prisostvuje 1200 športnikov, na poletnem tudi še enkrat več. Tako da v bistvu športniki se na tem tekmovanju ponavadi prvič soočajo z mednarodno konkurenco na tem nivoju. In za uspeh takšnega festivala, takšnega športnega tekmovanja je pomembna dobra organizacija v smislu namestitve, prehrane, prevoza in seveda samih športnih tekmovanj. Tokrat v Italiji je bil ta izziv zelo izjemno visok, saj se je v bistvu vse dogajalo na zelo velikem področju. Bilo je 11 športnih panog, oziroma 12 športnih panog na 11 prizoriščih. Športniki so bili nameščeni v 80 hotelih in še kaj več. Skratka, vsega skupaj je bilo cirka 5000 oseb razporejenih po zelo velikem področju. Tukaj je v bistvu prevoz je bil še največji izziv, da kako v bistvu vse te športnike prenesti na prizorišča in pa med samimi prizorišči.
in pa tudi seveda vzpostaviti nekak stik med športniki, kajti tako tekmovanje je eno prvih, kjer se športniki soočajo z olimpijskim programom, z olimpijskimi vrednotami in bom rekel, ponavadi je pač ta ravno olimpijska vas tista, ki k temu pripomore. Tokrat pač tega ni bilo, ampak ne glede na to se mi zdi, da je bila za njih zelo velika izkušnja, kajti nastopati na takem tekmovanju je res nekaj posebnega. Ja, verjetno res. Poslušajmo pravzaprav vtise dveh tekmovalcev, dveh zlatih tekmovalcev iz letošnjega OFEM-a, torej Miha in pa Pavel, ki sta zmagovalca v veleslalomu in pa biatlonu. Mislim, občutki so res fenomenalni, ker to je res eno veliko tekmovanje in sem res vesel, da sem lahko osvojil vsaj v eni discipline najvišjo kolajno. Moram reči, da je bilo super, res sem se imel odlično, na progi sem se zelo dobro počutil, s tekmami sem seveda zadovoljen, ker boljši itak ne bi mogel biti. Bilo mi je všeč, da sem bil lahko udeležen v takem tekmovanju velikem, ki nima vsak možnosti, pa ki se res ne zgodi vsako leto. In da sem imel priložnost nastopati na taki tekmi. Sem res zadovoljen s svojimi rezultati, pa tudi vesel sem, da sem se lahko še s kom drugim družil, iz kakšnih drugih držav smo si izmenjali kakšno mnenje. Ja, slišali smo lahko torej, da so res dragocene izkušnje. Gospod Možič, mnogokrat je pa preskok, to so vse zelo mladi športniki, tako Žan v naši družbi kot Miha in Pavel, ta preskok od mladinske reprezentance ali pa kadetske, kakorkoli iz nižjih do potem članske in članov. Zakaj? A vi tudi opažate, da včasih vsakemu ne uspe, tistemu, ki kaže zelo velik potencial, da je na poti odličnega profesionalnega športnika, potem nekje ponikne, sistem ga požre? Torej, če je izhodišče slovenska odbojkarska reprezentanca. Slovenski odbojkarski reprezentanci imamo en tak razpon 17 let, od Mitje Gasparinija do Roka Možiča. Torej, da smo mi uspeli napolniti to reprezentanco, smo morali najti športnike iz zelo velikega intervala. Torej, jasno je, da ne glede na to fenomen, ne fenomen, mi sezonsko oziroma z letniki sproti polniti in menjati generacije ne uspemo. In fantje seveda pridejo v regijsko, pridejo v kadetsko, pridejo v mladinsko reprezentanco, od tu naprej pa seveda tista zadnja distanca. Če je Mitja Gasparini pri svojih 35 še vedno najboljši korektor, pač bo igral. Torej, ni se zgodilo, čakamo novo generacijo in na tak način uspemo. Na tak način uspemo in kakorkoli je fenomen, drugi v Evropi, četrti na svetu, konkurenca vsem resnim državam, ampak seveda nam je seveda zaradi količine športnikov, se pravi registriranih odbojkarjev, ker jih je marsikje več. Italijani imajo 2 milijona registriranih odbojkarjev, nas je 2 milijona vse skupaj in mi konkuriramo. Bi pa težko sestavili 3 reprezentance, Italijani pa jih lahko sestavijo, verjamem, 5 in tudi verjetno 5 bi bila tudi konkurenčna tudi na najvišjem nivoju. Ja. Gospod, oziroma pravzaprav sta še tudi gospod, torej Miha in pa Pavel povedala, kako gledata na ta fenomen uspeha slovenskih športnikov. Poglejmo si. Ja, mislim, da tudi glede na to, da niso nam glih pogoji, pa vse, da nam ne gre vse na roko, se trudimo izkoristiti, kar imamo. Pa mislim, da tudi motivacija, pa želja po uspehu je tudi velika in mislim, da zato tudi pač Slovenci, kot mlajši in mi starejši, se lahko bolj tudi kosamo z najboljšimi. Ja, to je res tako zanimivo vprašanje. Glede na to, koliko nas je prebivalcev, 2 milijona, mogoče malo več, nas je res veliko takih profesionalnih športnikov, pa dosegamo izjemne rezultate, tudi na svetovnih prvenstvih, res izjemne dosežke. In ne vem, mogoče že v sami volji, v samem talentu prebivalstva,
res tudi vlaganje veliko, se našteje kar veliko kakšnih športnih štipendij oziroma država podpira športnike, pa tudi zveza, recimo smučarska zveza, tudi me materialno podpira in imamo veliko neke podpore in seveda gledanosti, zelo je tudi popularen šport v Sloveniji in tudi prebivalstvo se rekreativno zelo veliko ukvarja s športom. Hvala lepa. Gospod Košir, vi ste ta preskok opravili zelo uspešno, iz mlajših selekcij, potem med člane in tudi med člani takoj z rezultati. Danes je mnogokrat drugače, razen res fenomen. Zdi se mi, oziroma prepričan sem v to, da najtežji del poti športnika je nekje v tistih poznih najstniških letih. Tam se nekako oblikuje osebnost, odraščaš oziroma odrasteš. Tam je cel kup enih zunanjih faktorjev, ki te nekako motijo, torej družba, šola, srednja šola, šolanje naprej, načrti za šolanje in pa tudi velik dvom, ali ti bo uspelo v članski mednarodni konkurenci. In tam, saj v smučanju je tako, da si sledi nekaj let, seveda obstajajo izjeme, kot so Mikaela Schifrin ali pa res tisti, mi jim rečemo wunderkindi, ki to preskočijo in grejo že takoj brez težav v člansko, ampak večina jih pa v tistem času mora res imeti voljo, da se prebije čez te nivoje nižjih tekmovanj in da potem pridejo člansko, recimo v svetovni pokal. In to obdobje je najtežje, zato sem tudi mnenja, da je treba s športniki v tistem času delati najbolj pazljivo, z najboljšimi trenerji. Gospod Sitar, a mladi zdaj razmišljajo bolj analitično kot v času Jureta Koširja? On je prišel pa, kot da se je vrgal na glavo in na vse ali nič. Zdaj pa mladi razmišljajo korak za korakom, že kot 16-17-letniki, kako bodo nadaljevali svojo pot. No, jaz mislim, da je Jure še enkrat lepo orisal, njegova izkušnja je z našimi komentarji neprecenljiva, ker je pač sam vse to dal skozi. Jaz se strinjam s tem, da po srednji šoli prihaja obdobje, kaj bom počel, kje se bom prepoznal in tako dalje. In tukaj zdaj, če ostanemo pri športu, da ne gremo preširoko, se mi zdi ta strokovna potrpežljivost ali strokovni gremi okolja, ki spremlja mladega športnika, izjemno dragocen. Moja izkušnja v smučarskem športu je nasprotna uspešnosti, ki je ta šport deležen, kakorkoli. Res je, da se zdaj vidi, da imamo Žana, pol pa dolgo nič pri fantih. Krasno je, da se je Ilka vrnila. Zakaj? Da sta oba en velik tampon, en velik zaščitnik tistim, ki prihajajo od spodaj. Mi smo dostikrat imeli v sistemu, tudi sama izkušnja, ko sem bil pri 19 letih neperspektiven. Pri 19 letih, ko sem se odločil tudi za študij in šport, pa mogoče bil prehitro pod neko lupo smučarske zveze rezultatov. Pa takrat je bilo eno izjemno obdobje slovenskega in jugoslavskega smučanja z Bojanom Križajem in celim okoljem, ki je tako pozitivno, tudi javnim, spremljal ta šport. Skratka, rad bi opozoril samo na to, kar iz vsega, kar smo povedali, tudi Peter je prej lepo povedal, 17-letni razpon je v odbojki, v najboljši selekciji pri nas. Kaj pa v smučanju? V smučanju je tako, če si uspešen, si še lahko, ko pa nisi uspešen več, potem pa se mi zdi, da trenerji in ekipe strokovne niso pripravljene prevzeti te vzajemnosti. Ker uspešnost v športu je samo ena in to je absolutna. Končni rezultat v članski kategoriji. Vse ostalo so neke stopnice na tej poti, so poti do cilja. In mislim, da potem se trenerska ekipa in zveza, imamo mlade, zelo dobre, na pionirskih tekmovanjih, če govorim za smučanje, izjemno uspešne. In potem, ko čakamo, kdaj bodo ti mladi prišli, zdaj imamo resen biser. Drog Ažnoh je mladinski svetovni prvak. Ampak zdaj spet berem, je že na svetovnem članskem prvenstvu, brez ene tekme svetovnega pokala. Komu želimo zdaj pokazati, da imamo pripravljene tekmovalce na največje izzive? Mislim, da je tukaj v konkretnem športu, v smučanju, kjer je pač vse odvisno od staršev na začetku in celovitega pristopa, to kar velik problem. Hvala lepa. Žan, ste se tudi vi že kdaj čutili, da ste pod pritiskom rezultatov? Da če na neki tekmi ne boste med prvimi tremi, bodo v klubu nezadovoljni, bo trener slabe volje? Ali tega še ni pri tako mladih letih? Pa v bistvu, da
klub ali trener ne bi bil zadovoljen, to nikoli ni bilo tega pritiska, v bistvu je bil pritisk, kakšnega sem si jaz zadal. Torej, ko sem imel prvič malo večje tekme, sem seveda želel biti čim boljši, pa se takrat ni najbolje šlo, ampak potem, ko pa sem bil že malo bolj izkušen, pa je šlo seveda boljše in sem pač moraš se kot športnik prilagoditi na pritisk, pač privaditi na pritisk. Hvala lepa. Zaenkrat hvala, sledi kratek premor. Gledalke in gledalci, ostanite v naši družbi, vrnemo se po kratkem reklamnem bloku. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni nazaj. Še vedno smo v oddaji Vzhodna in še vedno govorimo o fenomenu uspeha slovenskih športnikov. Gospod Kolarič, omenili ste že, kako je bilo na OFEM-u. Kaj pa olimpijske igre? Tudi tam ste bili večkrat, a ne? Tisto je pa verjetno še nadgradnja OFEM-a. Ja, vsekakor. Zdaj, če primerjamo OFEM in pa olimpijske igre, v bistvu podobno se konča v tem, da je to oboje večšportno tekmovanje. Če v bistvu lahko predstavim pač v nekih številkah, skratka na poletnih olimpijskih igrah je približno nekaj manj kot 50 športnih panog, nastopa 10.500 do 11.000 športnikov, od tega potem še 6 do 7.000 spremljevalnega osebja. Na zimskih igrah je okoli 3.000 športnikov in 2.000 spremljevalnega osebja. Potem imamo pa tukaj ogromno, recimo, gostov, tudi do 30.000, prostovoljcev okoli 50.000, okoli 20.000 akreditiranih medijev in da ne omenjamo tudi tujcev oziroma turistov, ki jih pride tudi več kot 500.000. Skratka, vse te številke delajo izjemno, bom rekel, pomen samih iger, ne glede na to, da seveda se vsake 4 leta pač ta tekma odvija in pri športnikih pomeni neko najvišje tekmovanje. Če se dotaknemo še nekoliko tudi denarja, skratka, povprečje recimo od leta 1960 za organizacijo olimpijskih iger znaša okoli 5 milijard evrov, medtem ko vemo, da so bile najdražje igre v Pekingu 2008 okoli 40 milijard in tudi v Sočiju okoli 50 milijard. V te stroške se vključuje ne samo organizacija, temveč tudi vsa izgradnja infrastrukture, ki je vedno povezana z olimpijskimi projekti, skratka se gradijo ceste, hoteli, bloki, vsa taka športna infrastruktura, tako da so te primerljivosti mnogokratnik festivala, ki pa ne nazadnje je, kot sem že uvodoma povedal, kompleksno tekmovanje in tudi na tem nivoju gre za, bom rekel, kar tak težek izziv, da se ga tudi uspešno organizira. Pa dejstvo je verjetno, da na Olimpijskem komiteju Slovenije želite športnikom čim manj otežiti, če lahko rečemo, same olimpijske igre, ne? Tako da je poskrbljeno za vse, oni pa samo oddelajo svojo najboljšo tekmo sezone. Ja, v bistvu naš namen je, da pripravimo športnikom čim bolj nemotene priprave na samo tekmovanje. Skratka, za nas se projekt olimpijskih iger začne že približno 4 leta pred igrami. Športnike, trenerje, zveze vključimo seveda nekoliko kasneje in v bistvu tudi pred samimi igrami gremo na same prizorišče, že predno pridejo športniki, tako da zagotovimo vso to operativno logistično podporo. In to je pač naš namen, da športnik pride tja z namenom, da nastopi po najboljše, kar pač si je zadal za svoje cilje in da vse ostale aktivnosti potekajo nemoteno. Kajti na olimpijskih igrah ne gre samo za nek športni nastop, temveč tudi za mnoge aktivnosti, predvsem za mediji in pa sponzorji. In to je težko, bom rekel, v tem dnevnem ritmu, kjer se, bom rekel, vse te aktivnosti vrstijo, ohraniti neko mirnost, zmanjšati stres, da se športnik res dobro pripravi na sam nastop, ki je predvidoma tudi najpomembnejši v njegovi športni karieri. In sploh, če je športnik šel z namenom po osvojitvi visokih uvrstitev, si lahko predstavljamo, da gre za velik stres, ki ga je treba zminimalizirati, skratka, da so vse ostale stvari, da je za vse ostalo pač poskrbljeno. In tukaj je tudi potem ta strokovna podpora, ki jo športnik potrebuje na svoji poti, kot je bilo danes tudi že večkrat omenjeno, skratka, da so vse strne okoli športnika v optimalnih pogojih, da pač le njemu uspe pač tisto najboljše. Hvala lepa.
Gospod Sitar, en pomemben del profesionalnega športa, pa tudi pri mladih sekcijah, je tudi to, da je glava na mestu. Pred kratkim je Ilka Štuhec govorila o tem, da kako se zna zdaj sama pomiriti. Kako pa gledate na pomoč psihoterapevtov v profesionalnem športu? Zagotovo vsaka stvar iz katerekoli vsebine. Zdaj smo gledali kar nekaj časa en velik teniški turnir, kjer je zmagovalec Novak Djokovic ravno to izpostavlja, to svojo ekipo, kjer ima vsak posameznik neko svojo vlogo, od maserja do jasno športnik, ki je tako uspešen in šport, kjer je toliko denarja, lahko poservisira tudi ta segment. Ampak je opozoril ravno na ta izjemno širok spekter, ta mozaik, ki obkroža športnika. Če Ilka govori tako, se moram z njo strinjati. To je vedno to, koliko športniku ta psihološka podpora pomaga. Zagotovo je lepo, če so stvari v glavi zložene. Sam prihajam iz šolstva, sem na univerzi že dolgo in v neki povezavi tudi z vrhunskimi športniki. Tudi Tina Maze, ko je tekmovala, je študirala. Skratka, jaz sem ji vedno rekel, da ima tukaj eno prednost pred kolegicami iz Avstrije, ki praviloma ne študirajo. Pa ne zaradi tega, ker ne bi želeli, ampak so iz določenih okolij, kjer pač je doma bila ali kmetija ali karkoli, ali turizem. Ne skrbi potem, kaj bo po koncu kariere. Opozoril sem jo ravno na to, da ima vedno nekaj več, zato se splača tudi na tej poti. In tu moram izpostaviti tudi to, da Olimpijski komite Slovenije v zadnjem obdobju naredil en enorm korak v tej smeri, torej dvojna kariera, ne samo kaj po karieri, kaj že prej, kako nakazati, kako pomiriti športnika, tudi v tem smislu, če ne uspe. Ampak vse s podporo, da bo uspel. Govorili smo tudi s smučarjem Boštjanom Klinetom, ki sicer trenutno ukreva po poškodbi, o tem, kako gleda na to, da slovenski športniki nizajo uspehe za uspehom. Kaj je tisto, kar slovenske športnike torej dela posebne? Iz tako majhne baze športnikov, kot jo imamo mi, dobimo take bisere in tako vrhunske športnike, po mojem ravno zaradi tega, ker se moramo znajti, ker moramo toliko več narediti za to, da pač postanemo vrhunski. Drugim je prineseno na pladnju oziroma kriti in ne cenijo tega. In tudi mogoče nimajo teh kvalitet, ki so pogojene za to, da se ti znajdeš, da borbaš, da priješ do tega. In jaz mislim, da to ni slabo. Seveda, v določenem trenutku se zdi težko, ampak ravno zaradi tega nas izboljšuje, bi temu rekel. Ja, Žan, slišali smo lahko od mnogih sogovornikov danes, da v Sloveniji športnikom ni vse podarjeno na pladnju. Ste pripravljeni garate že zdaj in pa si želite torej to pot atleta, tekača, voditi tudi naprej vse do članske reprezentance? Ja, sigurno bi rad bil čim boljši v atletiki, kar se da. Torej šel korak za korakom, nič prehitevati, torej lepo trenirati, tako kot mi trener reče, in potem v videl, dokot me bo to pripeljalo. Seveda, ker atletiko imam zelo rad, bi želel biti profesionalni športnik, če se bo le dalo. Zato se zavedam, da je potrebno veliko žrtvovati in se torej prilagajati situaciji, torej trenirati tudi nekaj, kar ti ni všeč v mrazu, in ko vse to narediš, mislim, da ti lahko uspe. Zraven pa še študirati, pa je zadeva rešena, ne? Ja. Gospod Možič, ja, ni lahko, mladim, ki se prebijajo, kot smo slišali, Žana ima kar dobro razmišljanje. To je verjetno tisto, kar je bistvo, da se gre korak za korakom. Tudi gospod Sitar je že omenil, ne sme se preskočiti korakov. Ja, če se vrnemo na zgodbo Kostelićev, pa smo zdaj slišali smučarske zgodbe, pa na nek način smo ocenili, da pogoji pri nas so daleč od idealnih. Jaz pravim, vsej bližnjic ni nikjer, ker danes ne moreš kupiti mišice, mišice moraš enostavno natrenirati, ne moreš kupiti rezultata, ga je treba nadelati. Zdaj, jasno je, da je dobro biti tudi pameten v procesu treninga. To je ta neka postopnost, to neko dolgoročno planiranje. Zdi se mi, da v Sloveniji imamo to možnost. Saj jaz sem doživel to, da sem jaz našemu roku lahko pomagal, da sem zelo blizu najdu ljudi, ki so mu lahko pomagali. In da to, kar je tudi, mislim, da Jure omenjal, znanje tu je. To, da imamo pogoje take, nas naredi močnejše, mogoče malo bolj čvrste, malo bolj
malo bolj agresivne, kakorkoli. Ne? Če rečemo, če karikiramo, da so tisti, ki vse imajo, so malo bolj mevžasti, pa danes pada, pa mogoče ne bi, Kosteliči niso gledali gor, kaj se dogaja, tu je proga, treba je to izkoristiti in na tak način, in tu je tudi mogoče tisti prostor, kjer ti lahko premagaš nekoga, ki danes počiva. Jaz sem Roku že zelo malo, češ, veš, danes pa oni počivajo, zakaj ne bi mi dva danes trenirali. In to je ta mentaliteta. To je to, in mama sprašuje, kaj vi dva spet? Mama, veš, danes oni počivajo, danes lahko mi dva naredimo nekaj več in naredimo en korak naprej. Tako da, seveda, mislim pa, da je treba biti prvenstveno danes z vso teh tehnologijo, z vsem tem znanjem, ki ga imamo, je treba stvari narediti postopno, pametno, ne preskakovati. Poškodbe tu so problem, Tudi smo omenili to vmesno obdobje, ko je treba preskočiti nekje člansko, da sem zdrav, da sem močan, da sem pripravljen, in pa da me nekdo ne tišči tja zaradi nekih rezultatov. Veliko okoliščin je, da na koncu športnik postane vrhunski in da lahko se s tem ukvarja tudi profesionalno. Veliko stvari se mora poklopiti, če tako rečemo. Dejstvo pa je, da po poškodbi so vrnitve na tekmovanje zahtevna, tudi Klinea, trenutno v fazi rehabilitacije, ampak Ilki Štuhec je uspelo, ko smo mislili že, da je pozabljena, nekateri so jo pošiljali v pokoj, se je pobrala, zmagala, tako da jaz predlagam, da si pogledamo prispevek, preden nadaljujemo. Mariborčanka Ilka Štuhec je v letošnji sezoni dokazala, da sodi v sam svetovni vrh. Kljub temu, da so jo nekateri že pošiljali v smučarski pokoj, je svojo vztrajnostjo poskrbela, da še ni rekla zadnje besede. Ja, moje dojemanje vsega skupaj se v bistvu od jeseni ni spremenilo. Vsekakor je tekma tista potrditev, ki na koncu šteje največ. Ampak kot sem že tolikokrat omenila, vedela sem, da smo delali dobro, česar sem sposobna. In sem vesela, da je ta potrditev prišla pravi čas. Z drugim mestom in zmago na smuku je pokazala, da ko si popolnoma zaupa, je hitra, celo najhitrejša v konkurenci. Na mestu je tudi glava. Ja, v bistvu v trenutku, ko se bo pojavil strah, bom najverjetneje zaključila svojo aktivno kariero. Spoštovanje je vedno, ker vseeno so hitrosti velike, marsikaj lahko gre narobe, ampak nekako, kot sem rekla, s to samozavestjo, samozaupanjem in tudi seveda zaupanjem v delo, ki smo ga naredili, sploh pa tudi v material. Vem, česar sem sposobna, tudi če slučajno gre karkoli narobe, kako to rešiti, kako reagirati, oziroma v prvi vrsti predvsem, da lahko odsmučam, tako sem si zamislila. Njej vedno ljuba Cortina je za njo. Zdaj jo čaka svetovno prvenstvo v francoskih Alpah. Na svetovnem prvenstvu bo Mariborčanka vozila alpsko kombinacijo smuk in super veleslalom. Ja, vsekakor kombinacija je na planu prva, tako da mislim, da definitivno se bom podala v ta boj, odsmučala super G sigurno, tudi nekaj malega treninga, spoznavanja za prihajajoče tekme. Dejstvo je, da so izjemno zadovoljni z novo opremo, hkrati pa se očitno kot dobitna kombinacija izkazalo tudi to, da je glavna trenerka v letošnji sezoni Ilkina mama. Ja, tisti material je preteklost, ko je prišel novi material, potem se je tudi zamenjal trener, v bistvu, ko smo se z njim dogovorili, da več ne bomo delali, to je bilo v bistvu, štart je bil zaradi denarja, ker tile jemljajo res velik denar. Poiščemo trenera, pa ga ni, pa pravi Ilka, pa bodi ti, ja čakaj malo zdaj, kak ne bom jaz, pol je bilo pač kakih par tednov brez spanja, pol na koncu sem pa rekla, dobro, od zdaj sem pa zmeraj od zadaj, trener je malo prcala, to moreš, ono moreš, zdaj pač jaz stopila na prvo linijo, bom videli, kaj bo, se vem, kaj rabi, potem, ko moreš se odločiti, ni vedno lahko, ampak očitno je bila prava smer, Po sezonah, v katerih se nikakor ni uspela prebiti iz povprečja, je tako Štuhčeva z menjavo prelevalca smuči in spremembami v trenerskem štabu našla nov zagon, ki jo je znova popeljal na vrh. Tega si želi doseči tudi na svetovnem prvenstvu, ki bo med 6. in 19. februarjem. Ja, gospod Možič, ta naveza, mama, hči, glavna trenerka, vi ste zelo dobro natrenirali svojega sina. Očitno je nekaj, tudi družina Kostelič na tem,
A trpi potem odnos mogoče oče-sin zaradi tega? V nekem trenutku se začne stvar malo lomiti. Dokler on sledi, ga ne zanima, koliko je visoko Pohorje, ta gre, jaz grem tudi. Potem pa v nekem trenutku pa te vpraša, ali to potrebujem, pa pravim, niti treba, pol ne. Ne, sva preživela eno tako luštno obdobje, res, od vseh teh športov, na katerega sem ga spremljal, do tistega trenutka, ko med kadeti in mladinci, ko je bilo dejansko res zelo naporno. Predvsem je bil problem, da je on želel več. In znotraj, to, ko smo se prej pogovarjali, znotraj te ekipe, torej moral sem ga preseliti na višji nivo, nekako ga izvleči iz tega. Bili so taki težki trenutki, ko sva tudi malo bolj trdo zapirala vrata, pa ko je mama... Mislim, da to je v vsaki družini, ne glede na to. Ko je mama čutila danes, kaj sta delala na treningu, nisva se glih sporazumela, ampak to, kar je Rok imel, jaz imam tudi danes take otroke, ki imajo ambicije, ki imajo želje, ki so ves skozi tak en trn, torej je nek konflikt, on si želi. Midva sva te stvari reševala sproti in to je bilo eno obdobje, preden je zaspal, ene pol ure, sva vedno imela neko seanso, teda jutro sva vedno začela zelo blizu, oče in sin. Ob večerih se pa je marsikdaj zalomilo, da je bilo treba se pogovoriti na novo, resetirati malo glavo, moje delo, tvoje delo, zakaj tako. Moram reči, da je bil naporen, jasno, ampak taki so te športniki, da hočejo več in tudi on je vse štev, on je vse vedel in nekega trenutka sem se odločil, da jaz več ne štejem, da šteješ samo še on in pol več nismo imela problemov. Ti šteješ, jaz delam svoje delo in je pa to seveda v eni ekipi, ko sta oče in sin, je lahko tudi sporno do ostalih, ki so tam, ampak nekako smo zvozila do trenutka, ko so na srečo se lahko razšla in sem bil samo še spremljevalec, navijač in to delam z veseljem. Gospod Pitar, a je lahko dvorezen meč ta nek odnos, Darja in Ilka imati hči, vidva, oče, sin, tudi pri Tini Maze se je partnerska zveza iz tega razvila. Po eni strani super, ker ekipa zato mogoče deluje tako, kot deluje, po drugi strani pa lahko trpijo odnosi tisti, ki bodo po koncu športne kariere. Težko je vnaprej predvidevati stvari, kako se bo išlo, ampak vsi začetki teh poti so ena velika empatija in zaupanje, ki ga težko ustvariš nekom drugim, kot s tistimi, ki so ti najbližje. Mislim, da je tak odnos na začetku kar močna zaščita do nepotrebnih vprašanj ali razmišljanj športnika, ali me trener vodi prav, ali bom naredil res tako, kot je trener rekel. Še posebej pri Kosteličih poznam stvari dobro in je bilo zaupanje maksimalno. Redko kdaj se je uspel program iz toliko voženj in dela tako in tako bomo delali, sprevreči v svoje nasprotje, tudi takrat, ko je deževala. Gospod Kolarič, če se vrnem še enkrat do vas, vemo, da dobri pogoji za trening v Sloveniji so recimo biatlon, potem smučišča, pa planica, Pokljuka, financiranje pa včasih malce peša za drugimi državami, kar je vsekakor verjetno logično, glede na to, kako majhni smo, pa vendar športniki potem naredijo to, denar nadoknadijo z več truda in motivacijo. Ampak verjetno se vlaga tudi v šport in si želi vlagati še več. Ja, zdaj primerjava s temi državami, lahko rečemo, da na nivo tujih razvitejših držav bomo zelo težko prišli. Vsekakor se tudi pri nas obetajo določene spremembe v javnem sektorju s prenosom športa pod Ministrstvo za gospodarstvo in pa skupaj s turizmom. Ja, danes je bilo večkrat izpostavljeno, da pač kako športnika ohraniti v prehodu iz mladinske v člansko kategorijo in tukaj je pač ta motivacija, predanost, delo in seveda vsekakor neka varnost v prihodnosti. Menjeno je bilo, da pri Olimpijskem komiteju Slovenije, Združenje športnih zvez, ponujamo več programov, ki seveda poskušajo ohraniti športnika v športni karieri in tudi mu povedati, da ga nekaj čaka po športni karieri. In to je pač pomembno, ta socialna varnost, to zavedanje. In država tudi tukaj skupaj s Fundacijo za šport tudi pač pripomoreta k ohranjanju pač teh programov, da se pač seveda tečejo
iz mladinskih do članskega pogoja. Seveda ne smemo pozabiti tudi družine, ki je ta prva celica, ki sploh športnika, bom rekel, usmeri v to športno udejstvovanje, in dokler pač športnik uživa v tem športu, ga je pač treba pač podpirati. Ni pa vse v denarju, ampak je tudi v mreženju znanja, skratka strokovnjakov, kot je bilo omenjeno, fizioterapevti, zdravniki, kinezologi, nutricisti, psihologi, skratka vsi ti so tisti, ki pripomorejo, da športnik pač ostane v športu, da se pač tudi sredstva vlagajo v samo izgradnjo in obnovo športne infrastrukture, tako da so na voljo pač vsi ti pogoji, da lahko športnik ohrani svojo konkurenčnost napram pač tujine, kjer so te denarji v veliko višjih, bom rekel, zneskih. Hvala lepa. Ja, dobro izhodišče za gospoda Koširja, ne, po koncu tekmovalne poti, ko nekateri zaključujejo, nekateri prej, nekateri kasneje, že vedo, kaj bodo v nadaljevanju življenjske poti počeli. Kako je bilo pri vas, gospod Košir? Ja, kot prvo je ogromno enih načinov, kako prekineš profesionalno športno pot. Pa kdaj, v kateri starosti jo prekineš. Zdi se mi najhuje, če jo moraš prekiniti zaradi poškodbe. Tisti je grozno, to se je zelo težko soočiti s tem. Verjetno je veliko lažje, če mlad zaključiš kariero, v smislu te travme, kaj početi kasneje, ne, ker imaš še vseeno veliko časa potem ali za študij ali za pač službeno kariero. Osebno sem smučal do 34. leta, kar je kar dolga. No, in je bilo, ker zdaj gledam nazaj, mogoče res celo predolgo, ampak sem pa že zadnjih nekaj let približno vedel, kako me bo vodila potem dejavnost po končanju. Hvala lepa. Gospod Citar, slovenski športniki v večini mislite, da vedo, kaj jih čaka po koncu kariere, ker to mora biti pri profesionalcih neverjeten preskok, ne? Iz vsakodnevnih večurnih treningov do nekega umirjenega življenja. To je zelo zahtevno, mogoče še celo bolj zahtevno kot športna pot, ne? Ker praviloma športnik več življenja preživi po športni poti kot na športni poti. Žan je prej lepo povedal, ne? S tem se še ne ukvarja, kar je super, ne? Ampak sistem, ljudje, ki imajo izkušnje, znanje in skrbijo za te športnike, pa lahko v majhni državi, kot smo Slovenija, dvignemo te stvari na višji nivo. Nam praktično noben izgubljen športnik zaradi različnih športnih poti ne sme biti izgubljen. Zato je ena taka lepa varovalka, nek urejen šolski status. Mi se za študenti pojavljamo sicer na univerzijadah, ki kažejo ravno to dvojnost, ne, vrhunski dosežek in šport. Res je za malo slovenske te potencialne oholosti, ja pa univerzijade, to so neka leva tekmovanja za tiste, ki v športu študirajo. Ker vstopnica na univerzijado je, da si študent, športnik. In mislim, da je to lep prostor, no, ki ga lahko v prihodnje še bolj gradimo. Je pa res, da Olimpijski komitej Slovenije, Združenje športnih zvez vlaga v tej smeri veliko tudi strokovnega dela, znanja, izkušenj in bogati ta prostor in verjamem, da bo generacijam lepše. Ja, ravno to, kar je gospod Kolarič omenil. Vse dela nekaj na tem, upamo, gospod Kolarič, da res. Gospod Možič, a sin že ve, kaj bo počel, ko konča profesionalno kariero športnika? Vem, če on razmišlja o današnjem treningu, o jutrišnji tekmi, ima to srečo, da ne rabi razmišljati naprej. Jaz mislim, da bi znal bi se najti tu nekje kot oče, ne, glede na to, da je to doma, to neko trenersko delo, da se ukvarjamo tudi čez poletje z kampi, angažiramo kar veliko količino otrok in on se tam tudi dobro počuti, tudi tam, v bistvu on zrastu, ne. Kampi so bili že preden se je on rodil in on je v tem peskovniku rastel od tistih malih bagerčkov pa do nekih vrhunskih rezultatov, tako da super je, da ne rabi razmišljati daleč naprej. Žan, vi niste še niti pri članih, pa vendar vas bom vprašala, imate v mislih kak rezervni načrt, če ne bo to atletika, kaj bo v življenju? Ja, v bistvu prvo moram dokončati srednjo šolo, naprej še ne vem, kam bom šel. Seveda, vedno moraš imeti ta načrt, vendar ja še ga nimam trenutno, mislim, da sem še tudi premlad, ampak ne vem, definitivno, če bi zdaj rekel na pamet, se vidim nekje v športu, ker mi je to res užitek.
Hvala lepa. Gospod Kostelič, še enkrat k vam, kako pa ste vi doživljali svojo športno upokojitev? Ta prehod je verjetno zahteven. Ja, sigurno, ne vem, ni lahek. Predvsej, če ste zelo dolgo bili v športu, kot jaz sem bil, pač dirkal skoraj 30 let. In to je, zame je bila sigurno majhen kulturni šok, ta prehod iz tekmovalnega v en normalni ritem življenja, tako kot da bi se 30 let peljal v 6. prestavi in pol se zdaj moram peljati v 3. prestavi. Ampak za vse pride svoj čas v življenju in tako tudi za odhod iz vrhunskega športa. Moja sreča velika je, da lahko tudi danes pomagam tistim mladimi tekmovalci in tekmovalkami, ki zdaj smučajo v svetovnem pokalu. Poglejmo si še izjavo Boštjana Klineta, kaj bi sporočil vsem mladim športnikom, ki so šele na poti k profesionalnim udejstvovanjem. Predvsem, da morajo ostati potrpežljivi, da morajo poslušati izkušene športnike, poslušati tudi svoje telo v določeni meri, ko bodo nekoliko starejši seveda, in pa da v bistvu ne pozabijo uživati v tem, kar delajo. To je ena izmed pomembnejših stvari in pa seveda, kot smo prej omenila, da je potrebno garati in trdo delati, plus tega, da pač v tem probaš uživati. Ja, očitno je to recept. Gospod Siter, še vaše sporočilo vsem mladim, ki so nas danes morda spremljali. Jaz mislim, da ga je najlepše Boštjan zaključil. Nič velikega se ne zgodi brez vsega. Torej, veliko vlaganj, veliko dreganj, ampak samo povzel bi to na koncu, imeti to rad. Vse v življenju je veliko stvari, s katerimi se tudi navadni ljudje ukvarjamo. Ampak če imaš nekaj rad, to delaš z večjim zanosom, da pa prideš do tega nivoja, da imaš nekaj rad in konkretno v športu, tako kot je Žan povedal prej, da ima rad atletiko, da ima Rok rad odbojko. Zakaj? Ker mu je bilo vse tako priigrano, je to nekaj najlepšega. Jaz bom rekel zase še zdaj, izjemno rad smučam, celo mogoče preveč, sem odvisen od tega, ampak to si štejem kot privilegij. Življenje hitro mine in če imaš stvari, ki jih delaš rad, je to. Gospod Kolarič, upam, da ste še v naši družbi, morda tudi vaš nasvet vsem mladim športnikom. Ja, športniki sami so zelo lepo že povedali pa predstavili. Ta užitek v športu je pomemben in naj traja pač čim dlje. Pomembno je pa, da se zavedajo možnosti, ki pač obstajajo za njih tudi kasneje. Kajti recimo, če pogledamo primer, da so določeni vrhunski športniki sledijo tekom svoje športne kariere navodilom trenerja, menedžere, kogarkoli, ko konča športno kariero, teh navodil ni več in se mora sam znajti, kako naprej, kaj početi. Tako da izobrazba je zihar ena izmed bistvenih stvari, katero mora športnik tekom športne kariere doseči, zato da ima potem veliko več možnosti. Ko pa športnik tudi začuti, da počasi, recimo njegova športna pot se zaključuje, je pa dobro, da gre tudi se preizkusi v kakšnih drugih poslovnih možnosti, skratka, da pridobi določene izkušnje in potem njegova pot tudi prehod v poslovno kariero toliko lažja. Skratka, naj bodo odprti tudi za druge stvari, seveda pa njihov fokus mora biti usmerjen prvotno v šport in pa seveda, da uspejo najprej tam, kajti njihove lastnosti, karakteri so izjemni in lahko to prenesejo tudi kasneje v poslovno kariero, če imajo pač to znanje in pa pač možnosti. Tako da teh pa je tudi veliko po športni karieri in to se mora zavedati. Hvala lepa. Gospod Možič, še vam zadnja beseda. Mogoče kakšen nasvet 10-letnemu Roku, ki ste ga takrat pozabili dati? Torej, če ste vzljubili šport, če ste našli svojo panogo, če imate možnost, dajte vložiti to energijo, bodite fokusirani, dajte
Seveda, na eni strani veliko trenirati, danes mogoče še bolj pomembno tudi veliko počivati, paziti zdravje, paziti na telo in potem tudi, če nam ne uspe, smo naredili nekaj za svojo bodočnost, za svoje telo. Najlepša hvala vsem, ki ste bili danes v moji družbi, tako tukaj kot nadaljavo. Hvala tudi vam, gledalke in gledalci, za ogled oddaje. Želim vam prijeten večer še naprej in nasvidenje. Juhu!